Obiskali smo družino, v kateri je vzgoja ptic ljubezen več generacij. Opozarjamo, veselje na snegu psom prinaša tudi veliko težav. Predstavljamo nežne velikanke, mačke Maine Coon. Dober dan. Naša ekipa se je danes ustavila v Rušah. Obiskali smo družino Sorko, dolgoletne ljubitelje živali. Gospod Sorko, kaj vse imate pri vas? Pa imamo veliko papagajev, mislim, da je 12 vrst, veverice. Imate tudi psa? Psa, pa golobe tudi ima sin, tako da je kar nekaj tega. Kako se je ta vaša živalska družina širila in kdaj se je pravzaprav pričela ta ljubezen do živali pri vas? To je že oče. Oče je že imel prvo kanarčke, pa to pol smo papagaje nabavili. Zdaj sin tudi ima veselje, ne? Tako da gre kar iz roda v rod. Že vnukec ima veselje, zdaj tako da. Danes se bomo nekoliko bolj posvetili kanarčkom in standard papigam, pa predlagam, da jih obiščemo. Ja, kar lahko gremo, kar, ja. Zdaj sva prišla k kanarčkom. Koliko vrst kanarčkov imate pri vas? 2 vrsti imam samo, lipokrom pa ene imam ahat tam gor. Drugače pa večina lipokrom. Čem je razlika? Kaj je značilnost recimo? Lipokrom so svetli kanarčki, ne? Ahati pa je temen, ima melanin noter, barvo. Kakšne so sicer značilnosti kanarčkov? Kanarčki so to, da pojejo, ne? Kanarček ni, da bi ga po rokah imel. To je za vkletko pa za petje. To je v glavnem kanarček. Zdaj so v polni formi, ne? Zdaj so večina vsi posod mladiči po gnezdah, ker mi po zimi parimo, ne? Po letih pa damo valere. Taki sistem imamo. Eni imajo pa drugačnega, eni pa poleti. Kak si nastaviš sistem? Koliko jajc pa ponavadi izvalijo samice kanarčkov, pa kako dolgo potem valijo? Poprečno pridejo 3 mladiči na gnezdo. So pa tudi 4-5, ne? Ampak v povprečju je pa 3. Tak je zmerom pri nas. Če bi kdo imel kanarčka doma v dnevni sobi kot svojega družabnika, kaj je pomembno, da ve? Kaj vse mu mora ponuditi? V glavnem kupljena hrana, ne? Daš pa kaki košček jabolke, redič, poleti regrat. To je tudi vse. Ni zahteven. Kanarček ni zahteven. Če jih imamo takole v dnevni sobi, tudi verjetno zelo prepevajo. Ja, celo leto poje, dok se ne misli. Ko začne perje menjavati, takrat pa ne. Je morda pomembno, da imajo družbo? Ali je bolje, da imamo enega samega? Ne, če sta 2-3 bolj pojejo, ne? Samo se ne smejo videti. Pol morajo pregrade zmes biti, ne? Drugače pa tudi eden poje, ne? Kakšno življenjsko dobo pa lahko pričakujejo? Kako dolgo se lahko vnašajo? Če je vse po sreči, tudi 15 let. Zdaj bomo spoznali še druge papagaje, ki jih tudi pogosto srečamo v naših domovih. Standard papagaje, ja, tiste tudi imamo že kar nekaj let, okoli 20, tako da lahko to pogledamo, ja. Pri delu bomo zmotili še enega člana družine Sorko. Pozdravljeni, gospod Boštjan, kaj lahko tukaj vidimo? Tukaj lahko vidimo standard papagaje, rozaburge, lepe papige, šmuke. Kakšne so značilnosti standard papagajev? Standard papagaji so večji od skobčavk, v istih barvah kot skobčavke, zahtevnejše so za vzgojo, ker so večje, imajo manj mladičev. V kakšnih barvah vse se pojavljajo? Tukaj vidim, da je kar pisano. Pojavljajo se v normal sivi, špangl modra, modra šek, normal plavi, normal zeleni, rumena, lutino, bela, albino. Kdaj je obdobje, ko samičke valijo jajca in kako dolgo potem traja, da mladički postanejo tako lepo operjeni? Vzgoja standarda je odvisna od vsakega vzgojitelja, kdaj si pač nastavi, kdaj bo jih čez leto paro. Ko samička znese prvo jajco, od tistega
ko jih znese potem 4-5, od tistega dne potem čez 17-18 dni se zvalijo prvi mladiči. Samičke ponavadi same poskrbijo za mladička ali morate kaj pomagati? Ne, samičke same poskrbijo, mi samo dodamo jajčno hrano, pa dodatna bar, čim bolj pisana hrana, da imajo čim več na razpolago. Tistim, ki bi morda želeli standardne papige imeti v stanovanju, so to primerne papige za takole ljubljenčka doma? Ja, standard papiga je za ljubljenčka doma, se da tudi naučiti govoriti, lahko po stanovanju prosto leta, tako da je za hišnega ljubljenčka. Je bolje, da imamo enega predstavnika te vrste ali več? Bolje je, da enega, ja, ker se takrat naveže na človeka. Kakšna pa je življenjska doba standard? Standard papiga ima življenjsko dobo tudi do 15 let. Kaj pa vam pomeni takole ukvarjanje s papigami? Ja, Večina vas je okužila, ne? Ja, to že od malih nog, tako da to ne bo šlo iz mojega življenja. Obiskali smo mariborsko zavetišče za živali. Srečali se bomo z gospodom Nikom. Še posebej se ga razveselijo tukajšnji psi. Poglejmo. Gospod Niko, to je vaša dnevna rutina. Kako pogosto in koliko let že prihajate? Ja, kar vsak dan in to od 11. septembra 2010, tako da je kar veliko veselje. Kateri je bil tisti vaš prvi vzgib, da ste prišli v zavetišče? Ja, to je ljubezen do živali. Torej, človek mora imeti vse živali rad in živali znajo to potem tudi vračati za veliko mero. Kuža je že kar nestrpen, tako da predlagam, da se odpravimo na sprehod. Prav, hvala lepa. A veste, koliko psov ste takole vodili na sprehod? Mislim, da kar preko 20 različnih psov, različnih karakterjev in vsak je imel svojo žalostno zgodbo. Zakaj pravzaprav prihajate sem? Kaj vam to pomeni? Ja, predvsem sprostitev, pa tudi, da se živali razgibajo. Zdaj, moramo jih tudi razumeti, da so v boksu po 23 ur na dan in jim tista 1 ura kar ogromno pomeni. S kom sva danes na sprehodu? Danes pa je z nama Dante, star je 3 leta, 15. januarja. Ponavadi vzamete takšne bolj problematične pse, glede na to, da imate kar veliko izkušenj, peljete takšne na sprehod? Niso ne vem kako problematični. Problematične jih bolj naredijo ljudje pa njihove zgodbe. To so psi, ki so ogromni, nekateri se jih bojijo, ampak so to prave muce. Vsak pes ima seveda svojo zgodbo. Prav posebno mesto v vašem življenju pa ima prva psička, ki ste jo vodili na sprehod. Kdo je bil to? To je psička Aqua. Kakšna je njena zgodba? Ja, žalostna, bila je oddana v azil, potem je šla v prvi dom, kjer tudi niso lepo ravnali z njo. Odšla je potem v drugi dom, kjer pa so jo žal zastrupili. Kaj mora človek, ki želi psa iz azila sprehajati, kaj mora vedeti? Kakšna znanja mora imeti? To ne more biti kdorkoli. Ja, potrebno je tako, kak je bilo, da je zdaj izobraževanje po novem, potem pa tiste osnove vodenja, predvsem ljubezen do psa, do živali nasploh.
in pa, da se razume z njimi. Ne. Torej, nič ni na silo, nič na grob način, ampak čas potem prinese svoje. Verjetno se na vse te pse kar precej navežete, tudi psi se na vas navežejo. Imate potem kaj besede pri tem, v kateri dom gredo? Ja, zdajšnja nova vodja je to omogočila, da smo v kontaktu, tudi tisti, ki pridejo posvojiti psa, se najmanj 3-krat z njim tudi sprehodijo. Potem smo na vezi. Vsak kuža v zavetišču ima svojo žalostno zgodbo in ta žalostna zgodba se lahko zaključi z enim srečnim koncem, to pa je ljubeč in topel dom. Verjamete, da vsakega psa čaka pravi lastnik? Verjamem. Zelo. Odkar smo se na sprehod odpravili z Nikom in Dantejem, je zapadlo veliko snega. Večina psov se snežnih sprehodov in tekanja po snegu razveseli, vendar pa lahko to veselje prinese mnoge težave. Prav zdaj smo v tem času, neko lepo sneži zunaj in tako kot ste rekli, neizmerno se ga veselijo kužeki. Problem pa je v tem, da je podlaga zelo nestabilna, ker tam, kjer je sneg, je ponavadi tudi led. Za manjše pasme, kot je na primer ta moja francoska buldogica, tudi ko je dosti snega, je problematično, ker če hoče priti skozi sneg, mora skakati. In ker neizmerno se veseli, tudi skače fejst in posledica je, da je na tem delu hrbtenice, to je torakolumbalni del, pogosto pride do težav, do bolečinskih stanj. Ker veste, vse si lahko predstavljate, ona se mora spet iz snega ven, spet skoči dol, spet gor, spet dol. In če to z maksimalno energijo ponavlja kar lep čas, je normalno, da lahko pride do enih težav. No, lahko pa povem tole, da v takem času sneženem in tudi takrat, ko je dosti zmrzali, ko je dosti ledu, beležimo kar epidemijo, rečemo veterinarji, najrazličnejših šepanj. Ker prihaja, tako kot pri ljudeh, do raznih zdrsov, in prihaja potem do šepanj na prednje tačke zaradi komolcev, na zadnje tačke zaradi kolen in pa, kot sem že prej na začetku omenil, zaradi hrbtenice. In kar naenkrat kot lastniki opazimo, žival je žalostna, trese se, drgeta, skriva se in šepa, ali pa pogosto, ker ne more hoditi. V takih primerih vsekakor je potrebno obiskati veterinarja, da se razčisti vzrok tem težavam in seveda tudi izvede ustrezna protibolečinska terapija, po potrebi, če so stvari hujše, tudi rentgen in ne bi razlagal dalje, ker dostikrat pride lahko tudi do zlomov, do prav paretičnih stanj, kjer se ne čutijo zadnje tačke in se pravi tudi potem se to zdravi z operativnimi posegi. Mogoče bi še to povedal, da kot eno opozorilo lastnikom psov, katerikoli so že imeli težave, lokomotorne težave, to pomeni težave z šepanjem, težave z tem, da kužeke zadnjega dela niso ustrezno čutili, da so opletali zadnjim delom, morajo biti v takem vremenu izrazito pazljivi. Moj nasvet je, čeprav se živali neizmerno veselijo snega, jih je potrebno na povodcu peljati na sprehod. Povabili smo se v mačjo družino, mačk Maine Coon. Gospa Melita, koliko muc imate zdaj pri hiši? Ta trenutek kar 8. Kaj 5 mladičkov, pa 3 odrasli. Če jih morda predstavite, koga imate v naročju? Tu v naročju je Taj, to je bil naš prvi maček, je kastrat. Nekako je najbolj radoveden, ampak obenem tudi plašljiv, tako da imamo malo težave z njim. Pa še ostale muce? Molly Brown, potem imamo muco na mizi, mladička njenega, vi imate drugega, še 2, oziroma 2 sta tukaj, eden je pa še v sobi. To je to. Aha, mačaka, še enega imamo oranžnega, Oli Oksra, kličemo ga sicer Oksi, to so pač pasemska imena, ne?
malo daljša. Pasemska imena in pasemske muce. Gre za muce Maine Coon. Odkot izvira ta pasma? Kako je Iz države Maine. To so nekako z ladjo prišli tja in potem tudi tam v tej državi še zdaj živijo v naravi. So še avtohtone njihove mačke, tako da so sicer malo večje, ker tudi to pač vprašanje preživetja, velikost, ne? Zdaj te, ki so odzrejne, ki jih imamo mi doma, so pač malo manjše, ker ni potrebno se boriti za preživetje, ne? Takole, če jih pogledamo, dejansko so nekoliko podobne risom. Ja, dosti večje so od teh navadnih muc, imajo večje ušesa, zelo zaželeni so čopki, kosmate uhice, gobček je navadno dosti širši, tudi tukaj v širino pa v dolžino. Tačke so recimo zelo velike, dolge repe imajo zaradi tega, ker se z njimi pokrivajo, da se grejejo. Kosmati so tudi repki malo bolj, ne? To je pač njihova karakteristika. Tudi siceršnja odlakanost je zelo izrazita, recimo po nogah, trebuščku. Ja, tudi med prstki imajo kar daljše dlakice vmes, pri majhnih se še ne vidi toliko, pri velikih je pa to tudi malo bolj izrazito. Odzadaj imajo tudi hlače, jaz pravim, ne? Na zadnjih nogicah sploh malo daljšo dlako. V kakšnih barvah pa se pojavljajo? Vse barve so možne, enobarvne, pisane, tigraste te, ne? Potem so bele, sive, pepelnate, črne, vse barve. Zakaj ste se vi odločili za to pasmo? Kakšen je njihov značaj, recimo? Ja, to so imajo bolj pasji kot mačji značaj. Meni je zelo všeč, recimo, ker je navadno se mačke skrivajo, ne, grejo nekam posebej, pa so rade same, te mačke so pa čisto drugačne. Ko greš od doma, recimo te pospremijo, ko prideš, te pričakajo pri vratih, radovedne so zelo, pa inteligentne. Znajo si recimo, ne vem, naše sicer ne, ampak sem slišala že, da si vodo, tudi to enoročno pipo si odprejo, zelo rade imajo vodo in jo potem tudi tako pijejo. Kopajo se rade, naprimer, jim ni problem. Z lahkoto sprejmejo tudi druge živali, niso konfliktne. Tudi med sabo, recimo, niso imeli problemov, ko smo pripeljali eno za drugo te velike muce domov, ni bilo problema, so se kar takoj ujele. Kdo si lahko umisli te muce? Tudi družine z manjšimi otroci? Tudi družine, ker imajo zelo radi otroke ti mucki. Tako da ni problem. So sicer velike, ampak so nežne muce. Tudi se jih drži vzdevek nežni velikani. Spoznajte Mumbaja, Majo, Melody in Mono Lizo. 4 mladički ogrožene in redke vrste belega tigra so se decembra skotili v avstrijskem živalskem vrtu Weiße Zoo. Ob rojstvu so tehtali od 1 do 2 kilogramov. Die Babys entwickeln sich jetzt in der 5. Woche hervorragend. Sie nehmen fast täglich 100 Gramm zu. Das ist enorm für Vierlinge. Die Mutter hat genug Milch und das ist sehr wichtig. Beli tigri so zelo ogroženi. Na svetu jih je le še okoli 300. Kadar mameni ob mladičkih, ti običajno spijo in so zelo mirni. To je naravno vedenje, s katerim ostajajo neopazni pred plenilci. Das ganze Team hat sich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich wie ein frisch gebackener Papa gefühlt. Und das Wichtigste eben war, die Mama ist eine ganz Liebe, hat die Babys wunderbar versorgt und das war für uns entscheidend. Wir haben ja nicht gedacht, dass es 4 werden, da die Geburtszeit sich über 12 Stunden erstreckt hat. Mladi tigri bodo z mamo ostali leto dni.
Starodavni sloves trdnosti, vzdržljivosti in hitrosti konj na Krasu je slavo lipicancev ponesel daleč v svet. Njihove značilnosti je ob ljudeh oblikovala tudi narava, v kateri bivajo. V načelu stremimo za tem, da so naši konji, kadar je le mogoče, zunaj, na prostem. In letošnja zima nam gre pri tem kar zelo na roko, tako da so bili ti konji zunaj praktično vse dni, razen v tistih dneh, ko je tudi v Lipici zapadel sneg in je bilo zaledenelo. Skratka, na ta način jim zagotavljamo seveda tisto, kar konji najbolj rabijo, gibanje, celodnevno gibanje na svežem zraku in pa seveda tudi sicer so potrebno nego, ki v tem zimskem času konji morajo imeti. Katera je ta nega, če morda naštejeva? No, pri nas v Lipici gre za jaz bi rekel, kar rutino, ki se v celem letu ne menja kaj bistveno, razen v času žrebitev in pa pripustov plemenskih kobil, ko pač s plemensko čredo delamo nekoliko drugače po prilagojenem programu. Sicer pa so naši konji čez noč v svojih hlevih. To so odprti hlevi, gre za sistem proste reje, ki je v Lipici seveda tradicionalen. In vsako jutro ti konji dobijo nekaj koncentrata, ovsa v glavnem, potem pa seveda grejo na prosto. Vsak dan se seveda tudi prekontrolirajo, če se le da tudi očistijo. Redno se kontrolira kopita, zlasti v obdobjih, ko je bolj vlažno in se kopita razmehčajo, pride na kraškem terenu, včasih tudi do poškodb. Skratka, imajo tako zdravstveno kot seveda tudi vso ostalo potrebno oskrbo. Je pa njihov videz, takole, ko obiskovalec jih pogleda v teh zimskih dnevih, drugačen kot v ostalih delih leta? No, seveda, prav zato, ker je vlažno, ker je tudi blatno sem ter tja. Konji niso snežno beli, tako kot mogoče obiskovalci pričakujejo, vendar pa seveda to ne pomeni, da ne uživajo v tem vremenu in gibanju na prostem. Konji se zelo radi tudi povaljajo, se na ta način kar sami, na naraven način torej negujejo in to seveda sodi v normalni izgled črede v tem letnem času. Ali veste, da bi mačka na svoj 6. rojstni dan lahko imela kar 20 000 potomcev? Pomagajte preprečiti bedo potepuških mačk. Sterilizirajte in kastrirajte svoje mačke. Veterinarska uprava Republike Slovenije.